Pozdravljeni. Dober dan. Danes zjutraj sva od svojih otrok slišala, da sta se v Indiji rodila dvojčka z imenom COVID in korona. In ravno zaradi teh dveh preživljamo dni v izolaciji in z vami bi rada podelila, kako naši dnevi potekajo. Po tej poti iščem tudi frizerko, ki bi mi na razdalji 2 metrov uredila frizuro. Torej, mi živimo v razširjeni družini skupaj z Janovim očetom in mamo, tako da nas je pri hiši 9. Po stotinki dneva zjutraj se najprej odpravim k bolnemu očetu. Od 25. decembra naprej je ostal nepokreten, po 25 letih Parkinsonove bolezni, v zadnjih časih pa tudi demence. Ob tej preizkušnji sem Bogu neizmerno hvaležen, da so se otroci, žena, predvsem pa moja mama vključili v skrb, kako mu olajšati bolečine, kako mu olajšati čas. Bogu sem neizmerno hvaležen, da otroci vzamejo harmoniko, mu zaigrajo, ga obrijejo in pomagajo mami in meni in Danieli za vse, kar je potrebno pri njegovi negi. Ja, tudi jaz se zjutraj srečam z Gospodom, mu izročim vse svoje skrbi, ker sem ponavadi zjutraj zelo zaskrbljena. Se mu zahvalim, preberem Božjo besedo in lahko rečem, da se po molitvi vedno boljše počutim. Torej, po zajtrku vsi skupaj gremo v šolo, 6 nas je takih, ki hodimo v šolo, se pravi 5 otrok, jaz kot učiteljica. In pri tem delu dopoldanskem velikokrat tudi pride do napetosti. Nekaterim se ne da tako delati, zmanjkujejo nam računalniki, tako da je včasih zelo napeto. Verjamem, da tako kot v večini družin, kjer se šolajo otroci doma. Po kosilu se odpravimo s fanti delat ven, punce postorijo znotraj, v hiši. Zunaj delamo drva, posadili smo ogromno gozdnega drevja, sedaj pripravljamo vse potrebno za setev na njivi, za koruzo, dognojujemo pšenico, ostala žita in sem res Bogu hvaležen tudi za to, da mi lahko otroci v teh trenutkih veliko pomagajo. Ja, mi večer vedno potem zaključimo z skupno molitvijo in se potem odpravimo k počitku. In naslednji dan je podoben temu, ki sva ga danes opisala. Mi vam vsem skupaj želimo vesele velikonočne praznike, veselite se, da je Gospod res dal in bodite lepo, komaj čakava, da vas živo srečava. Adijo. Z Bogom.